Zdaj, priprave so bile pravzaprav leta 2022, ko smo imeli tudi v Evropi povečano število bolnikov z mpox, takrat sicer okužba z drugim podtipom virusa, kot je trenutno problematičen. Vemo namreč, da mpox povzročata dva različna podtipa virusa, en tako imenovani centralnoafriški, ki je zdaj problematičen, in pa zahodnoafriški, s katerim smo imeli opravka leta 2022. Takrat smo naredili protokole tako obravnave bolnikov v ambulantnem okolju, kot tudi protokole za tiste, ki bi teoretično potrebovali hospitalizacijo. Takrat kar nekaj truda tudi, da smo pripeljali v Slovenijo cepivo, tako da te stvari so nekako upeljane. Danes je tudi predviden sestanek z NIJZ-jem, da še enkrat prevetrimo te poti in pa pripravljenost na nacionalnem nivoju. Kakšna je pa razlika med tema dvema sevoma? Razlika med zahodnoafriškim in pa centralnoafriškim podtipom virusa je v tem, da ta centralnoafriški povzroča težji potek bolezni z višjo umrljivostjo. Seveda so to podatki iz Afrike. V tem okolju, kjer je bolezen endemska, je smrtnost pri centralnoafriškem okrog 10%, medtem ko je pri zahodnoafriškem smrtnost nekje do 1%. Seveda pa vsi poudarjajo, da je težko te podatke prenesti v zahodni svet, ker je samo osnovno zdravstveno stanje prebivalstva in pa tudi zdravstvena oskrba bistveno drugačna, tako da je verjetno smrtnost v našem okolju bistveno nižja, kot je v Afriki. Sam potek bolezni je pa pravzaprav podoben. Med podtipoma virusa ni bistvene razlike. Pri obeh se začnejo težave z visoko vročino, zmrazenjem, slabim počutjem, bolečinami v mišicah in pa glavobolu, tako kot je to pri večini infekcijskih bolezni. Potem pa se zelo hitro pojavijo povečane bezgavke, predvsem na vratu in pa v dimljah. Te bezgavke so lahko kar več centimetrov velike. Približno 1 do 4 dni po pojavu vročine pa se pojavijo izpuščaji, ki se praviloma začnejo nekje na obrazu in se v roku 1 do 2 dni pojavijo potem po celem telesu, vključno z dlanmi in podplati. Prisotni so lahko tudi na očesni veznici in pa na sluznicah. Za razliko od noric se tukaj vsi izpuščaji pojavijo pravzaprav hkrati, tako da so vsi v enaki fazi. Za norice je namreč značilno, da se izpuščaji pojavljajo v večjih fazah, se pravi, vidimo izpuščaje v različnih fazah razvoja, od mehurčka do kraste, lahko te začetne oblike. Tukaj pri mpoxu pa so izpuščaji praktično pri vseh v enaki fazi okužbe. Koliko časa pa je potem oseba kužna? Ja, to je pa zanimivo, da tukaj je pa kužnost kar dolgotrajna in to je problem, se pravi, kužna je oseba, dokler ne odpadejo vse kruste, se pravi, dokler ne odpadejo vse kraste, kar se zgodi nekje od 2 do 4 tednih od pojava prvih izpuščajev.